Dober večer, lepo pozdravljeni na Razliti tinti. Vračamo se nazaj vsak mesec, bomo spet tukaj z vami, seveda toplo vabljeni tudi na festival stripa, ki se bo prav kmalu odvil tudi tukaj v Kinu Šiška. 8. oktobra imamo ta veliki sejemski dan z masterklasi in delavnicami, začnemo pa že 5. oktobra oziroma 29. septembra v Slovenski kinoteki, kamor vas vabimo na strip v živo, bosanske basni, v izvedbi špikarjev in tehnikov Radia Študent, ki jim bo sledila tudi projekcija Max Andersonovih dveh animiranih filmov, in sicer Bosnian Flat Dog in pa Tito on Ice, torej Tito na ledu in bosanski sploščenec, ki ga verjetno poznate že v stripovski obliki. No, danes pa smo tukaj zato, ker pravzaprav je malce žalostno, da imamo že drugi omaž v letošnjem letu na Razliti tinti, ampak v letošnjem letu se je od nas poslovil tudi Kostja Gatnik. Verjamem, da vsi, ki ste tukaj, ga seveda ste ga poznali, nekateri verjetno malo bolje, nekateri malo manj. Sama tega privilegija, da bi ga v živo poznala, nisem imela, zato bosta danes z mano tukaj svoje izkušnje in misli in anekdote delila stripovski urednik, risar, filozof Izar Lunaček in pa tudi stripar in teoretik Ciril Horjak oziroma dr. Horovic. No, za začetek bomo začeli s kratko predstavitvijo dela Kostje Gatnika, toliko, da se malce spomnimo na njegovo delo. Seveda ste toplo vabljeni, da me dopolnite, če mogoče kaj pozabim ali pa bi želeli tudi sami kaj še pridodati. Torej, Kostja Gatnik, ki ga lahko vidite tukaj za mano na zaslonu, se je 4. avgusta letos v 77. letu žal poslovil od nas. Gre seveda za striparja, ki je v Slovenijo z Magna Purgo in svojimi stripi pravzaprav prinesel tisto, o čemer pravimo nekomercialni strip, ker se je ravno v 60. letih najprej v Ameriki začel ta, da ne rečem, razkol med komercialnim in nekomercialnim stripom oziroma podzemnim underground stripom, ki ga je seveda dobro posvojila tudi kontrakultura, sploh tukaj v Sloveniji, sicer z 10-letnim zamikom, pa vendar, in nekateri tudi pravijo, da pravzaprav je Kostja Gatnik tak slovenski Robert Crumb. Malo kdo ve, da je pravzaprav iz Nove Gorice, veliko časa je živel v Ljubljani, ampak svoje otroštvo in tudi gimnazijo je obiskoval v Novi Gorici. Poleg seveda pomembnega dela, ki ga je naredil za slovenski strip, je bil še grafični oblikovalec, fotograf, slikar in pravzaprav lahko rečemo tudi, da je tisti, ki je pravi odraz revolucionarnih let 68-69, ko se je tudi po Evropi seveda so se dogajala študentska gibanja, Praška pomlad, Madžarska vstaja, zasedba filozofske fakultete se je zgodila takrat leta 68, no in v tem času je bil Kostja že precej aktiven, kot bomo kmalu tudi videli. Zdaj, profesor Muhvič, ki ga danes žal ni z nami zaradi tega, ker potuje po tujini, je napisal en tak super katalog, ko je Kostja Gatnik imel razstavo leta 2008 v Narodni galeriji. To je bilo malo potem, ko je prejel Prešernovo nagrado in takrat se je že začelo govoriti, da s tem pravzaprav tudi strip pridobiva na pomembnosti, ker je strip končno prišel v neko tako javno institucijo, kot je Narodna galerija, in tedaj je Muhvič zapisal, da je zvest aksiomu, da je slikarstvo nekaj, kar nam ponuja čisto veselje nad neodvisnim obstojem nečesa, kar je odlično. Zdaj, Gatnik je znan po tem, da je seveda tudi sam zelo stremel k odličnosti, zato da je naredil slike, kot jih lahko vidite tukaj. To konkretno so akrili, niso fotografije, in pravzaprav za skoraj vse te stvari je naredil nešteto skic in tudi variantnih rešitev. Uradno je seveda tudi sam po izobrazbi bil slikar, diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in med svojimi profesorji namreč pravil je, da ponavadi, videl boste to verjetno tudi vedela, ko pride
posameznik na slikarstvo, ima potem enega profesorja za slikarstvo vsa 4 leta. No, on je imel to nesrečo, da mu je vsako leto profesor umrl in ga je nasledil novi profesor. Med njimi je bil tudi Mari Pregl, za katerega je sam rekel v intervjuju, da je bil pravzaprav edini med profesorji, ki naj bi cenil strip. In danes se sicer ni kaj prav veliko spremenilo na Aluoju, ampak vendarle mislim, da vsaj za 2 lahko rečemo, da pa sta vendarle danes še vedno tam, ki tudi ceni ta strip. Aha, to sem pozabila obrniti, to je ena iz koledarja Zodiaka, ki ga je naredil za Iskro, sicer potem že kasneje v 90-ih, ampak naprimer primer njegovega slikarstva. Skozi svoje ustvarjanje je namreč Gatnik, ki je zase govoril, da se hitro naveliča stvari, preizkušal marsikaj. Ravno zaradi tega je tudi veliko enih stilov tudi sam preizkusil, vse od pop arta do potem neke prav urbane motivike, do nove figuralike, šel se je zelo nekonvencionalno kadriranje, v glavnem res je bil tak pravi inovator. No, to je ena od takih stvari, s katerimi je zaslovel, ko je namreč v času svojega študija se je poigraval s temi pop artovskimi podobami, ki so ravno takrat v začetku 70-ih bile zelo popularne, in pa potem je zadaj uporabljal te take rastre, kot jih poznate predvsem iz industrije, no pa seveda tudi iz stripov, ampak on jih je potem vedno takole povečal in se potem z njimi rad poigral in v bistvu potem eksperimentiral z geometrijo. Naj bi pa te rastri, pravzaprav tako imenovani urbani rastri, se pri njemu postopoma prelevili v ljubezen do teh naravnih rastrov, kot smo jih lahko videli tukaj, ne, kjer v bistvu bi tudi lahko tiste pikice od prej nekako po svoje razumeli enako v tej travi in v teh kamnih, ki jih je pravzaprav risal kar veliko, ampak to šele potem v kasnejšem obdobju. Ta naprimer je še ostanek tako malo te njegove flower power ideologije. Nekateri pravijo, da je pravzaprav ravno z Magno Purgo naredil konec hipijadi in je začel z punkom. No, tukaj pa je primer njegovega slikanja potem, ko je začel hoditi v Ameriko. Veliko časa je sploh med leti 1983 in 1988 preživel v Združenih državah Amerike, konkretno v Kaliforniji, kjer se je začel navduševati nad temi velikimi urbanimi pokrajinami, nad visokimi stavbami, nad nebom, ki se pravzaprav komaj vidi. Zenitni iluzionizem je to poimenoval Muhvič, z učinki enormne nebotičniške arhitekture. Glavno gre za neko gigantskost, kozmičnost, nenazadnje bi lahko rekli katastrofičnost. No, potem v 80-ih je spremenil, naprimer se začel veliko bolj ukvarjati s to oljno tehniko, kot jo lahko vidimo kleta iz leta 88, in je pravzaprav tisto prejšnjo prej, ne, se pravi, če je bil to v začetku 70-ih, je potem začel to postavljati na glavo, ne. Naprimer tukaj, kjer se je povsem izuzel, je potem začel sebe pravzaprav tudi nekako peljevati v te slike. Slikarjev vtis je pač postal precej bolj očiten. Potem po letu 2000 pa povsem zapusti to neko snovnost, figuralnost in gre povsem v neko metafiziko. A ja, to sicer, če lahko dobro vidite, to je v bistvu na glavo obrnjena, se opravičujem, sem jo pozabila obrniti, ampak si približno lahko predstavljate, no, torej, da gre za neke povsem metafizične horizonte, ki so precejšen odmik od tistega, kar je delal s pop artom prej. Bil je tudi izjemen fotograf. Kot lahko vidite na teh fotografijah, v tej knjigi je tudi kar nekaj fotografij iz Šumija, za katere so eni rekli, kako mu je uspelo narediti fotografije, na katerih ljudje pijejo samo čaj, res se je družil samo s hipiji, ne, ker hipiji so bili menda znani potem, da oni so v Šumiju pili čaja, ne, ostali so pač pili pivo ali vino ali karkoli že so tam želeli. No, tukaj pa imam primer njegovega študentskega stripa, ne. Zdaj, tukaj težko govorimo o tistem, kar smo prej govorili o slikarstvu, ker smo rekli, da je naredil nešteto skic, ne. To je pač direktno, kakor vidite, ne, še celo na karijerast papir, verjetno kar med študijem naredil. Tudi imenuje se tale zadeva iz leta 66 zapiski s predavanj. Verjamem, da marsikdo je imel podobne zapiske na predavanjih, no, njegovi so postali
slavni tudi zaradi tega, ker je pravzaprav malo pod tem postal tako likovni urednik kot tudi oblikovalec časopisa Tribuna, ki pa je seveda bil takrat pravzaprav doživel zlata leta. In pravzaprav takrat je rekel, da je v bistvu že od nekdaj vedel, da se bo on posvetil stripu, in sicer to je vedel že v srednji šoli, ko se je blazno navduševal nad stripi, kjer so bili kavbojci in indijanci, ampak se je njegova afiniteta do hipijevstva recimo da začela kazati že takrat, ker je namreč njegovi prvi stripi so bili taki, da je risal stripe, kjer so bili kavbojci in indijanci, ampak so vedno zmagali indijanci, ker mu je šlo na živce, da so drugače vedno zmagali kavbojci. No, ko je leta 1969 dobil prvo Prešernovo nagrado, sicer študentsko, je kasneje potem to komentiral, ja, bili smo hipi in prav vseeno nam je bilo za Prešerna in za nagrado, važno, da smo lahko bili v Šumiju. Zaradi tega ga tudi mnogi poznajo potem, da je bil seveda rocker, poleg tega, da je bil seveda perfekcionist. Tole je na primer tudi eden od primer teh njegovih pop art stripov, tale iz leta 1970, Srce, ki ljubi, in to je v bistvu prva stran tega stripa. V bistvu je šlo tukaj za parodije ljubezenskih zgodb, mislim, da je iz Stopa, če se ne motim. No, potem v 70-ih letih, kot sem že omenila, ko se je začela ta delitev oziroma je postala opazna ta delitev na komercialni in nekomercialni strip, pa so ga začeli že usporejati z Mikijem Mustrom, kjer so Mustra imeli za pripadnika torej komercialnega stripa in Gatnika kot človeka, ki je enako, če ne še celo bolj genijalen kot Muster, in so jo začeli že usporejati. Njegovi stripi so redno izhajali v Zvitorepcu, Pavlihi, Tribuni, Stopu, tudi v Dnevniku so takrat izhajali stripi, no pa še kje, v glavnem več je bilo stripa, kakor ga lahko danes najdemo, žal, predvsem tudi v časopisih za odrasle. V tem času je Toni Gomišček celo Mustru očital takole, da je on v bistvu strip šljaker, da je soliden obrtnik, ki se ne sprašuje po vsebini svojega dela. Medtem ko Gatnik naj bi bil ravno ta njegov protipol, ki je bil v bistvu družbeno angažiran, ukvarja se pač z družbenimi, s kulturnimi temami na tak zelo specifično humoren način. Ko je izdal prvo Magna Purgo, takrat leta 1977, se pravi istega leta, ko so Pankrti imeli svoj prvi koncert in so pravzaprav začeli s temi, kot pravi Esad Babačič, 3 leti panka, se je torej tudi zgodila Magna Purga in to je šlo z roko v roki s tedanjo kulturo. Prva izdaja leta 1977, 500 izvodov je bila praktično razgrabljena, potem pa se je na novo izdajo čakalo pravzaprav kar 20 let. No, za Stop je risal parodije ljubezenskih zgodb, kot sem že omenila, ta je mogoče malo bolj parodija erotične zgodbe, čeprav kratke stripe je ponavadi imel bolj v Pavlihi, medtem ko je enostranske imel potem v Stopu. V intervjuju z Nejo Malečar pa je rekel še takole: stripi so bili tako dobri, da so me tudi iz vojske nagnali zaradi njih, ker jih je očitno tudi takrat risal. No, po letu 1990 oziroma tam proti letu 2000 pa je pravzaprav se odločil, da sploh ne bo več delal nekomercialnega stripa, ampak bo delal izključno samo še komercialne stripe po lastnih scenarijih. In zdaj preden gremo čist na totalno stripovski del, bi vas mogoče spomnila še na nekaj stvari, ki bojo mogoče malo nostalgične, ampak jih je tudi seveda, ja, spet sem eno pozabila obrniti, ampak Jure Kvak Kvak je recimo tudi njegova risba, Fruktalov znak, ne nazadnje, je tudi ustvaril Kostja Gatnik, tale iz leta 1979, Svetlana Makarovič in njen Gal v galeriji, prav tako Kostja Gatnik. Tole je iz Sanske miške, pravzaprav šele ob branju tega kataloga sem se spomnila, da sem tudi sama v bistvu brala to zelo psihedelično pravljico pravzaprav.
Potem so tukaj še velike delov plakatov, to je naprimer iz Novega Roka, ki sta ga včasih Škuc in Radio Študent vsako leto redno delala v Križankah, kjer so predstavljali nove bende. Ta saga se je sicer končala pol tam nekaj leta 95, ko je mimogrede tudi Siddharta prvi svoj veliki nastop imela v Križankah pod okriljem Radia Študent. Mnogi si danes verjetno ne bi mislili, da je to sploh mogoče. No, pa tudi tega se mogoče nekateri spomnite, to je bilo včasih na vsaki kinokarti, ki smo jo kupili, tudi to je narisal Kostja Gatnik. Potem še naprimer tale tudi zelo znan bil Zastol, sploh ne vem, Zastol še obstaja sicer kot firma, ampak ne obstaja. Obstaja pa še tovarna, v kateri je zdaj pražarna. Obstaja pa še tovarna, v kateri je pražarna. Stol, ki je tam na Prešernovem trgu, imajo tam noter pražarno. Ja. Aha, super. Potem Penzla se mogoče spomnite, to je bila reklama za Helios, kar nekaj jih je narisal. In pa seveda tale znak Slovenija, vam je mogoče še malce bolj znan, je prav tako njegovo delo. Tisti, ki ste hodili na gimnazije, ste mogoče imeli tudi tale učbenik Na pragu besedila, tudi to je njegovo delo narisal, je kar nekaj učbenikov pravzaprav. Potem je leta 2001 naredil tudi svoj predlog za slovenski grb, mogoče prepoznate, za kateri pregovor gre tukaj, ne? Da je pač najbolj slovenska zadeva, ki je lahko na grbu, je naj sosedu krava crkne, ne? Aha. Potem pa seveda pridemo že počasi na Magna Purgo, ne. Tam je super, ne, to je v bistvu ta njegov strip, v bistvu po tej šali, ne. Če dam jaz prst tebi v rit, kdo ima zdaj prst v riti? Oba, ne. No, torej Magna Purga leta 1977 izide. In takrat pravzaprav recimo Vidmar v tem predgovoru, ki se jim je zdel tako dober, da so ga še v ponatisu pravzaprav kar ponatisnili, pove v bistvu, kako so debate o času množičnega stripa in elitne knjige se takrat odvijale, ne. Pač to so ravno nekaj let potem, ko je Zupan napisal tisti slavni tekst Množična kultura strip, kjer je pravzaprav hotel dokazati, da strip ni nujno samo šund. In po Vidmarju naj bi torej ta knjiga stripov vzburila javnost, že ravno zaradi tega, ker če je knjiga, ki je nekaj elitnega in proizvaja nekaj tako množičnega, kot je strip, da je že to pravzaprav lahko provokacija. Zdaj, Magno Purgo ste verjetno brali, noter najdemo pravzaprav marsikaj od satiričnih pasic, znanstvene fantastike, avanture, super junaka, ne nazadnje, ne, Petra Klepca, stripa absurda, kot mu tudi lahko rečemo. In pravzaprav, kar je tudi s tem naredil, je v bistvu spodkopaval, je ta nek buržoazni strip, ki lahko rečemo, da se ga je Muster loteval. In pa predvsem je zasmehoval in karikiral neka meščanska merila, meščanske norme, spodobnosti, okusa in pa tudi stripovske ilustracije, veliko različnih stilov je tukaj uporabil. In pa, tako so vsaj pisali o njemu, naj bi bil pionir uveljavljanja strani na specifične izrazne enote. Se pravi, da nimamo neke te običajne mreže 3x3, 3x4, ampak je dejansko, kakor vidite, tu že malo delu neke malo zamike, da niso tudi vsi kvadratki isti. Ni pa seveda tako, kar danes poznamo, ko se recimo sploh Igor Kordej gre, ko ima tisti, ne vem, ribjo kost, pa ima 26 kvadratkov, ali koliko že, no, pretiravam, kaj ne 16, mislim pa, da je, pa so pol tako prepleteni vsi en čez drugega. No, kot rečeno, kontrakultura je zelo hitro posvojila Magno Purgo. Celo Dimitrij Rupel je v drugem ponatisu pristavil svoje besede in je napisal leta 97, da po premisleku bi rekel, so bili ti stripi oziroma Kostjini štosi prvi znanilci slovenske pomladi. Ne, pazi, Izar, prosim, pogoltni najprej, ne.
No, da pa se zdaj še res bolj osredotočimo na strip, bi pa mogoče začela kar s tem, kar je pravzaprav danes Žiga Valetič objavil v naši skupini Stripi Slovenija na Facebooku, kamor ste toplo vabljeni tudi sami. Namreč se je pohecal s tem, ne, zgoraj imamo Magna Purgo, spodaj pa imamo strip na temo Magne Purge, narejen z umetno inteligenco. Zdaj pa, Žiga, če lahko bi te malo povabila, da nam mogoče malo razložiš, na kakšen način to sploh lahko nastane in kako si, naprimer, zakaj si se odločil za Magno Purgo? Hvala, se bom kratek, ja. Pravzaprav v zadnjem mesecu sem raziskoval to umetno inteligenco, te programe oziroma program Midjourney in ugotovil, da se marsikaj s tem programom da narediti, marsikaj pa absolutno ne. In tam sem si vzel 1 uro in poskusil te 3 podobe enostavno poustvariti s pomočjo tega programa. Njemu vtipkaš, kaj naj naredi, in potem on ti ponudi nekaj variant in potem izbereš najboljšo. Recimo za to prvo sem mogoče med 8 variantami sem jo najdel, ta drugo sem že rabil 20 različnih variant, da je približno nekaj takega prišlo ven. Vse druge so bile precej bolj sfalirane. Ta tretja je bila pa ta tudi med 16 po mojem tista, ki je bila najbolj podobna ta zgornji. Ne. Se pravi, verjetno bi moral veliko časa porabiti za to, da bi dobil neke približno podobne slike, pa še to ne bi bilo niti blizu temu, kar je pravzaprav v parih potezah na nek način naredil Kostja. Se pravi, so pa potem druge stvari, ki pa jih umetna inteligenca omogoča. Bi nam mogoče lahko zaupal, kakšne ključne besede si moral dati noter, da si dobil to ven? Se pravi, man digging with a shovel, ta je bila relativno lahka. Ta druga je bila pa težka, se pravi, hunched man sem pol na koncu mogel imeti, sklonjen, ne, on his back. Ampak to je bilo nemogoče, se pravi, on ne razume, da pravzaprav ti hočeš, da on na hrbtu nosi dejansko prioritete, ki jih umetna inteligenca med vsemi navodili, ki jih daš, moraš tudi prioritete postaviti. Kaj je zdaj najbolj pomembno, kaj je manj pomembno, prva, druga, tretja, skratka, tudi hierarhija, izbira besed. Lahko bi mogoče eno besedo drugače naredil, pa bi bilo boljše. Ja, to so Američani, veš, tudi naredili, ko že stoletja niso nič nosili na hrbtu, tako da je po mojem to problem, ne? Skratka, ja, ne predstavljam si pa recimo Lavričevih ekstremnih športov, ni šans, da to računalnik naredi samo od sebe. Ja. Za konec si pa napisal Stan Lee eating porridge, ali kako? Ne, to. Tukaj sem pa v bistvu dal old man, pa mi je bil žal. Potem, ko sem dal pa old stran, je bilo pa man eating with spoon from a bowl by the table. Ne, tu bo že ful enih težav. Ne. Tako da mislim, da 16 poskusov sem rabil, da sem prišel do nečesa približno, ampak ko sem dal pa brez old, je pa spet nekaj čistega vam prišlo, tako da sem raj tega starčka vzel, zato ker bi vsaj po pozi podoben. No. Ampak ja, dobro, pol ure sem rabil, da sem na koncu najdel te podobe. No. Ni pa to niti blizu karikaturi. Medtem ko umetna inteligenca recimo zelo psihotična je. Tam je pa zelo dobra, se pravi v nekih psihotičnih, abstraktnih zadevah, tam pa ni problem, tam pa sproducira serijsko take stvari, da sam gledaš. Sploh te psihadelične. Ne. Ta prva je bila slučajno, to pa nisem recimo, ta slikca z očali, tega pa nisem sploh načrtno delal, da bi dal nek tako snežinko ali karkoli že tisti je tam gor, en tak cofak, ne. Ampak sem slučajno videl, pa sem
zakaj sem sploh šel delati Kosti Gatnika, ker sem nekaj eksperimentiral in se mi je tale pojavil, sem rekel, pa se to je pa malo Kosti podoben. Sem rekel, čekaj, kaj pa gremo pogledati, če se da to zdaj narediti. Aha, zakaj sem pa sploh šel to delati? Ker sem videl prvo stran stripa The Killing Joke od Batmana, Alan Moore, in so naredili z umetno inteligenco prvo stran 6 podob in so jih primerjali s 6 podobami iz stripa. Moram reči, da so kar sorodne, daleč od stripa, ampak kar dosti sorodne. Ampak si pa predstavljam, da je en človek moral zelo se potruditi, da je prišel do tja. Ni tako, da ti nekaj njemu noter vtipkaš, pa on kar. Veš kaj, po mojem sem v tem kradal, ker enemu je pisal ful natančne scenarije. Scenarije. Killing Joke. Za Killing Joke imaš online objavljene scenarije, ki prav piše razdeljena stran na 9 unih, od tam gledamo v prvem planu, je to tako noro. Tako. Nekaj v tem smislu. Ko sem tisto videl, sem rekel, pa dajmo še na brzino nekaj probati, če se da kaj slovenskega. Tako da, in sem čisto pozabil, da je danes ta dogodek, ampak se je slučajno išlo, tako da, evo, mojih 5 minut. Hvala. Žiga, najlepša hvala za razlago. Ja, pa še dobro, da si danes objavil, ker če ne bi itak pozabil na ta dogodek, če se prav spomnim. No, ampak zakaj sem to tudi vključila, je naprimer zaradi tega, ker Gatnik je tudi sam povedal, da je pravzaprav kljub temu, da smo videli prej olja, akrile, da je Magnopurgo vse delal na roko, se je začel zelo hitro tudi z računalnikom ukvarjati, ne, prav zaradi tega oblikovalskega dela. In me zanima, če se vam zdi, da bi ta eksperiment od Valetiča, naprimer, Gatnik podprl. Kaj se nama zdi? Lih iščem ta Killing Joke, da vidim, ko je. Ne vem, ja, po mojem bi on nasplošno podpiral vse eksperimente, tako s substancami kot z umetno inteligenco, tako da, ja. Sej, kje sta pa, naprimer, vidva uspela sploh Gatnika spoznati, ne? Ker konec koncev ti si se rodil 2 leti za, ti 2 leti pred Magnopurgo, tega kontrakulturnega momenta, pravzaprav nista doživela, vse to sta doživljala dost retrospektivno. Tako da v bistvu, ko sta ga spoznala, je bil on verjetno že velik uveljavljen umetnik. Tako da sta pravzaprav zaradi tega, ker sta oba dva striparja sploh pristopila do njega. Kako sta ga uspela spoznati? Okay. Jaz bi samo mogoče to omenil, da seveda z Vahnom sem se danes pogovarjal, pač poleg Vahno sem tudi sedem tisti, ki predvsej eksperimentiramo pa sledimo razvoju umetne inteligence. Ampak to je res tema, ki je mogoče zdaj tuja. Okay? Jaz sem prvo risbo od Koste Gatnika videl in se spomnim zelo dobro, kje pa kdaj, tako da mi je bila prav risba, torej ne njegov akvarel v ilustracijah. Tisto je bilo fascinantno. To je bilo na Ferajnu alpinističnega kluba Naravno na Koroškem, so imeli enem bloku kletne prostore. Dobil sem tudi ta isti Ferajn, pa ista kultura, ki je dala bolj kasneje, recimo tudi Cirila Vezonika, pa Garnbretovo, to je ta pravzaprav val koroške plezalne kulture. In to je bilo super ljudje, ki so skrbeli za nas. Hodili smo plezati, učili smo se tehnike, ampak tam na steni, v tem kletnem prostoru, kjer smo se učili teorijo, je bila na steni nalepljena risba njegova: laž ima kratke noge, ima pa dolge roke. In ta risba je bila tako dobro narisana, zdaj ti bom dal kompliment, ker nazadnje sem to doživel pri tebi, ko sem videl, kako filigransko so narisani tvoji originali. Ko doživiš res nek šok, ne? Ko v bistvu rečeš, kako je pa to človek lahko naredil, ne? Nekako preveč je bilo dobro narisano, preveč pravilno. Razumel sem, da so tam te mišice v komolcih dobro označene, pa oni hribi so bili monumentalno narisani in tako. Pač nekdo je to naredil, ta risba je tudi prišla tako anonimno v klub in jaz nisem nemudoma pripisal Kosti. Kasneje sem jo povezal. Skratka, to je ta prvi spomin. Pomembni so mi spomini tudi na dela ilustratorke, za katero sem kasneje ugotovil, da je njegova žena, ne? In to je seveda Kamila Volčašek. Tudi on dosta kot par zelo vplivalo na mojo domišljijo in jaz sem ure in ure kot otrok pregledal njegove, recimo, tist avtomobilozauer, kako so tam avti naredili. To me neverjetno fasciniralo. Pa Jure Kvak, a veš, pa potem tist zgodba o vojaku s tistimi fenomenalnimi psmi, ne? Odlično napravljeni akvareli, tako tehnično dobro, stiskano dobro.
neverjetna želja se je čutila človeka, ki je to ustvaril po kvaliteti. To je moralo vplivati, skoraj frustrirajoče dobre stvari so. Zdaj, če preskočim kar nekaj let, se spomnim potem, ko sem videl en original v pisarni Gregorja Repovža v pisarni Mladine. Je imel prislonjen, tako pač, Mladine imajo cel kup risb, tako malo založene, tako mislim, da nimajo reda. Pa mogoče celo, da sem jih šel fehtati za eno risbo, ker je Lavrič narisal eno super risbo, Horjak je mitraljezec, samo Lavrič snajperist, nekaj taka zelo lušna. Budica je bila... Izjavi tedna, ja. Tako, tisti Lavrič, kar tam pušča, kot riše na neke škart papirja, pa tako ne škatli, ja. Mislim, jaz sem potem, Repovž mi pol dal, ampak neke druge risbe imam od Lavriča. Ste rekel, to ne moram jaz najti, le vzem to pa to. Pa neko originalno pismo od Svetlane Makarovič, ki je nekaj pizdaka. To sem dobil neke vrednosti, ki bojo otroci prodajali. Risba je bila tam naslonjena in to je bilo tako natančno nekaj izrezano, a veš, da preide neko optiko, vidiš, da tam vibrira, da v bistvu bi mogel z nekim drugim orodjem skoraj pogledati, s kako lupo ali pa celo mikroskopom. Tako da res fascinantno, kot še enkrat, zdaj, če poznate pač Izarjeve originale imajo, to je tako filigransko narisano, da ti ni jasno, tako, čekaj, to je nekaj narobe, to se nekaj pomanjša po papiru, no? Zamere, to govoriš verjetno o teh prvih, nekaj, zdaj si malo spremenil stil. Ja, zdaj hvala Bogu. Uli govoriš o založenem raju. Ja, seveda, mislim, bi vsi delali, samo mora, če bi ostali. Ne, res krasna risba in jaz, to je bilo tako močen vpliv, takrat tam Repovžu, da sem si rekel, to smo malo bolj šmon delati, to je pa ne bo šlo takole. Mislim, to bila je lekcija, en kos tam naslonjen na steno mi je dal lekcijo. Bolj natančno, bolj zaguljeno, več časa pri kompoziciji, pa predvsem to, kosjo se ni bal simetrij. On je zlahka, tako, take simetriče delajo, ne. Ne vem, zakaj mi, da je bila to akademija, ampak take reči so preganjali pravzaprav. Edko misliš, kar naslovka od Magne? Ja, ki je simetrična in funkcionira precej. Tako. Se pravi, to je moje emocionalne spomini na risbe. Kako sem ga potem srečal, je bilo pa tako, da sem pa jaz videl, da hodita z Kamilo na kavo v bar, ki se imenuje Trubar, ki ga imajo pa ena albanska družina, ampak otroci so skupaj z mojim sinom v šoli, tako da se mi poznamo. Azim je tam ta moj foter. Ki so še fuzbal, sem špilal otroci skupaj in sem pač tam večkrat bil, ker je blizu ledina centra. In sem mi da pa s kostjo, pa tako pa malo, kot sem parkrat mu rekel, to sem pa jaz diplomo pisal in sem diplom imel poglavje o izobraževalnem stripu in sem se spomnil pol še enih njegovih hudih stripov, ki sem jih videl pa v zdravstvenem domu na Ravnah na Koroškem, v drugem ali pa tretjem nadstropju obešene na hodnikih. In to so bili pa stripi veliki, ki so bili, taka serija je bila namenjena spodbujanju inovativnega mišljenja pa optimizacije dela in jih je izdala Iskra v 80-ih letih. V intervjuju za Delo je Kostja Gatnik celo menil, da je na akademiji že nekaj, da so se srečali, da je Pregl menda neko prispodobo govoril o tem, da so pri Iskri delavci bili zamišljeni in se niso skoncentrirali na delo. Skratka, njegov zgoden spomin obstaja še z akademije, o Iskri pa o problemu optimizacije proizvodnje. V 80-ih so ga pa povabili in je on za Iskro naredil morda 6 ali pa 8 takšnih plakatov, ki so bili bolj motivacijski kot izobraževalni, ampak so imeli to pedagoško komponento. Pravi, z eno risbo, pa z neko serijo risb, take sekvence so bile, spodaj bil pa potem en tekst napisan v eni lepi tipografiji. To je bilo, mislim, da napravljeno sitotisko. Moj prijatelj je kupil en ta izvod tega stripa, ga ima, to je tako kar fascinantno, velika reč. In zame je bilo to pomembno, ker sem tem prepoznal pionirska dela uporabe stripa v proizvodnji, to je nekaj, čem sem pač jaz ful zavezan, sem tam pač delovno vozilo med slovenskimi striparji, ne. Te niti ne vejo, kakšne stripe delaš, jaz pač ful delam Dars, Slorest in tako naprej in delam to res pač tako real podjetij, tako malo mogoče v tem duhu, ker je rekel John Cleese, da je za normalne ljudi čisto dobro, če moški našemljen stara mama hodi po ulici in pade v odprtjašek, da se pa komik nasmeji, mora biti pa to prava stara mama, ne. To je tako, recimo, res uporaba teh stripov tako zares, ne. To ni za nek štos, ampak ti se res tam delaš ankete z delavkami, recimo v
Slorestu, a se naj junak poroči ali ne. Zanimivo. Zdaj, jaz sem tle vedel, da je fajn bi bilo Kostja vprašati, kaj je to bilo, raziskati, tako, umestiti v zgodovino. In ko sem mu to omenil, je bil nenaklonjen pogovor. On je godrnjal. Jaz sem ga srečal, ker je bil, jaz ne bil vedno godrnjal, ampak ko sem se začel z njim družiti, je vedno godrnjal. Jaz sem pa to godrnjanje vzljubil, ne. In je rekel, da ne, da on ne bo to zdaj pokazal, ne. Se spomnim, da mogoče Kamila, tako kot nek dobri duh, pa tej na vse, pa tej na vse pokaže. Ne, to je bilo, to zdaj. Pa le, ja, ok, bom poiskal, ne, pa valjda ful skrbno, vse mi je poskeniral, poslal na mail, vse tako totalno odgovoren. Ker mislim, da on, njemu je manjkala, mogoče ta čarobna komponenta, vse, ko se gre sreča, veš, 3 čarobne komponente, zelo mega uspešni ustvarjalci rabijo, da morajo biti ful talentirani, ne, ful morajo biti odgovorni in zanesljivi, ne, pa če je možno, je to taka idealna, da znajo tudi lepo in prijazno komunicirati, da se ljudje radi z njimi sodelujejo. Če imaš vse troje, letiš ka raketa, ne. Zdaj, njemu je ta, ker je bil pri ostalih dveh tako svinsko dober, ne, res genialno talentiran, pa ful natančen odgovor, ne, si nič pogod, očitno te prijaznosti. Z Darkom Macanem, katero prav take čarte, a veš, kao ki ustvarjalci po teh 3 lastnostih. Tako nora prijazen si, tako preboš biti malo slabši, pa malo ne v roku. Tako velja pa ta recept, da 2 lastnosti moraš imeti, pa pri te slabši. Ampak to je bilo to, ko je on meni dal skene, sem jaz lahko potem to diplomo vključil. In zelo fino sem nek del zgodovine pravzaprav lahko opisal. Potem smo se pa družila še na nekaj kavah, z mano je bila tudi nekaj, ker ta moja sodelavka Jasmina Hlaj, ki mi je tudi pomagala pri diplomi. In to se mi je pa tako vtisnilo v spomin, ker mi je pa razlagal o prometni nesreči. Da se je on zaletel, ne kombi van, ampak on v kombi in doživel zelo hudo poškodbo glave. Tako hudo, da ga je rešila pol sreča, da je nek ambiciozen kirurg si ga vzel za projekt. Ko ste tudi objavil potem te rentgene, pa mislim, da celo na 3D simulacija te poškodbe na internetu, je to menda napravil zaradi tega, da bi tudi pojasnil, zakaj nekaj časa ni mogel delati. Ampak to je bilo tako, zame to še zmenil tako najbolj tragičnih spominov na to, ker sediva tako, da bi zdaj sedela in meni, ko ste reče, takrat sem imel že razstavo v Narodni, nisem še dobil, ali zmenjeno imel mogoče razstavo v Narodni, ni še dobil Prešernove, ampak vedel je že zagotovo, da je dobi, prav imel sem vse te neke Levstikove ali karkoli že imel, pač vse nagrade dobo, je rekel, in mi je žal, da nisem tisti nesreči umrl. Tako sem jo pač rešil in težava je imel, zato ker je izgubil eno oko z vidom, pa do neke mere tudi s koncentracijo in je imel občutek, da ne more več delati, da je utrujen, pa tudi en občutek, da so ga zapustili naročniki. Tako da v intervjuju delo, ko ga je novinarka vprašala, bože je bila to Neža, Malečka, da ga je vprašala, kakve imate pa zdaj kaj naročnike, kakšni naročniki, to je bil njegov odgovor, samo to, kakšni naročniki. In je bil kar temačnih misli, tako da se spomnim, da sem pol Jasmina, pa jaz ga probala, pa dej, no, Kostja, pa ni tako, pa več se še zmer tle si delaš, pa pač ok, bolj počas, pa le, pa mogoče celo, da smo rekel, pa le, pa tle smo, pa ful te imamo radi, pa ful cenimo, pa ne, tako nekaj smo ga probala bodriti, ne. Ampak tisto, kar je njega prav posebej tudi žrlo, je, da je imel nizko penzijo. To je bila neka tako mizerna penzija in tako se mi zdi, da če je ena tema, no, mimo te kvalitete likovne, da je bila ta tema denarja tista, ki je nam naredila tako pomembno tisne. To je bilo torej par ustvarjalcev, ki sta na generacije vplivala, ne. In mislim, da so za Kostja zapisali, da ni človek, ampak je inštitucija, to, ki je naredil, ne. Ki na koncu, a več nista mogla nekako brezskrbnega življenja urediti, zato ker sta imela tako malo denarja. Jaz slutim, jaz ne vem, kakšna je bila to cifra, ampak slutim, da je bila beluna penzija, tam 400, 500, 600 tam. Ampak to je zgolj moja slutnja, jaz ne morem govoriti o denarju, sam rekel, ko sem prebral obraz, da je bilo tam, ne.
Zdi se, da je v bistvu pravzaprav, no, da ne bom rekla zamero, ampak nekako žalost gojil do slovenske kulturne scene, ker naprimer ona dva sta nekaj časa celo živela v Brooklynu in omenil je v enem intervjuju, da je zelo s težkim srcem zapustil Brooklyn, ker je vedel, da se bo vrnil v Slovenijo, kjer je že tudi naprimer v Magni Purgi izdajal stripe o tem, kako ni mogoče dobiti ateljeja, kar pomeni, da se v zadnjih 40 letih ni kaj pretirano spremenilo v Ljubljani. In je med drugim rekel tudi to, da ko je hotel zaprositi za atelje, so mu rekli na občini, vemo mi, kakšni ste vi umetniki, hočete atelje, potem boste pa stanovali v njem. Ne? Na kar si je zrihtal stanovanje, prišel na občino in rekel, no, lahko zdaj dobim atelje, in so mu rekli, kaj vam bo pa zdaj atelje, če imate stanovanje? Ja, in jaz prvo razstavo menda na kredenci naredil, ne. Mislim, da je pa tudi on, da je bil toliko ostrega jezika, da je enkrat temu uradniku zabrusil, da prav, vse ni problema, ne. Vi pejte ven, bom jaz tlele v teh sobanah risov, ki jih imate vi, ne. Nasploh je bil oster tudi recimo Pavle Očakar, ne, ki ga izredno cenimo, mislim, da je res premakne kvalitete ilustracije, ne, ima eno izkušnjo s Kosto Gatnikom, ko me je Koste prinesel, to mi je Pavle sam pravo, rekel, ne, take risbice so več smečke, ne, je rekel, to je to za ta denar. In rekel, so bile sicer super narisane, ampak je bil zaguljen in vem, da pol sam meni rekel, mislim, da mi ne što ti narediti. Kar je bilo pač, mislim, jaz nedvomno, mislim, meni je zdravstvo pol ta upor, tako da tle zavestno sem, tako ko sem z Jasmino so to predebatirala, pa potem sem ženo doma tudi predebatiral, sem rekel, tle neki hudo ne štima. Tle neki smo zajebali, ali mislim, da je on zamočil, mislim, ne vem, da je on mi nekaj, ne vem, papir je dal naprej, ampak nekaj je narobe, ti treba se ustaviti pa pogledati, kaj je narobe. In tisto, kar je narobe, je to, da so kasneje njemu to krivico delno popravili s tem, da je tako rekoč tik pred smrtjo še te zadnje Janševi vladi, še to Simonitijevo ministrstvo, je, kar je sicer rutinski postopek, ne, sprejelo pač pobudo, da se mu dopolni to z državno rento in da se to penzijo popravi. In to vsako leto nekaj ljudi dobi, Marjan Manček recimo, spet ena izmed teh očitno premejnih penzij, da moraš pa leti na ministrstvo, tam neka komisija, da precej rutinsko, no. Vir moj je tukaj Milan Erič, ki je rekel, da ne komplicirajo, da celo ne preverjajo, da napišeš nagrade in vejo, da si ta prav in gre naprej, in on je ta korektiv dobil. Jaz sem upal, da je to nek korektiv, kar Pogodina tudi potem je dobil med temi. To niso tajni podatki, so javni. Sem mislil, ok, to je neka državna renta, Jurja 700, je šla maksimalna penzija, ne, ali koliko je, ne. Ne, neki, menda bolj tako, na neko poprečno penzijo ti skorigira, če sem imel prej 400, imaš pa pač 800, ne, še vedno premalo verjetno za dom penzionerjev, polna oskrba. Ne poznam točno podatka, tako da ne me za besedo držati, kakorkoli, meni se zdi to ponižujoče, da imamo, dobro, da imamo ta mehanizem, če že obstaja, ampak način, kako je napravljen, je ponižujoč. In da tudi, če žene, bi se morali uprožiti prej. Vse so, ko ste šel v penzijo, vedeli imate, kaj je naredil, ne? Mislim, ali pa po njegovi nesreči, ne? Pa tudi, potem bi človek počakoval, da se nek mehanizem zgani in prepozna te kulturnike, ne? Da morajo pol oni nekako pisati. Skratka, drugo, kar je pa to, je pa ta izraz, ki si ga ti uporablja, komercialni pa nekomercialni. Jaz zelo strastno odsvetujem to vrstno delitev. A veš, tržne in netržne dejavnosti so en arhaizem v izrazu in mislim, da niso primerne, ker je mogoče tudi izraz komercialno pa nekomercialno oboje uporabljati. Veš, Muster ima komponente, ki so bile politično provokativne, ima močno komercialno komponento, ampak a veš, če je Koste te stripe risal zastonj, je delal slab posel. Ne, je bilo pač, so bili še vedno komercialni, so bili pač slabi komercialni stripi, ampak te stripi so se morali prodajati, so bili v stopu. Ravno ob drugem ponatisu, drugi predgovor, ker prvi predgovor je bil od Vidmarja, ne, v drugem predgovoru ravno razpravljajo o tem, da ravno ta delitev, ki naj bi jo takrat predstavljala Muster in Gatnik, se ravno s tem, ko je bil prvi ponatis Magne Purge tako hitro razgrabljen, je v bistvu Magna Purga s tem postala ravno komercialni strip. Ne. Tako da smo potem lahko 97. ob ponatisu Magne Purge res govorili še o nekomercialnem stripu, se je torej ravno so se spraševali. Ne, pa so veš tudi ful različne cifre, se recimo, veš, če gledaš pol tudi Robert Crumb, ki je bil v Ameriki, ne, to so takrat ful so pol zagrabili
ko so videli, da hipi kultura to blazno bere, ne, so se takoj začeli s Crambom ful pogovarjati. Takrat sem v njegov Trackingic je pol blazno denarja za to dobil, pol so hotel flicati, da Keta narediti risanko pa to. Sam mislim, da je to vse malo bolj taka nišna kultura. Mogoče bi tam lahko govoril, ne vem, kako so govorili, veš, o masovni kulturi pa o neki malo bolj nišni, ne. Ampak je oboje komercialno, samo da je tisti pač manjša komercialna. Sam Underground Amerike pač postavi sporeden sistem produkcije pa distribucije, pač sporedno tržišče se postavi, ker več to ni bilo. Ampak nazaj k Kosti, zdaj pa moj zadnji spomin na Kostjo, je pa spet tako zelo simpatično godrnjav, je pa, jaz sem bil letos somentor eni študentki, ki je diplomirala iz stripa. Teh diplom je kar nekaj, tako da akademija je precej bolj naklonjena stripu, no, ampak tudi celo tako Žiga Kariški je bil slikarski mentor te študentki, je rekel, na strip se ne spoznam, a bi lahko ti spremljal. In potem res, mislim, da je že utrudila ta študentka, pa na koncu tako skozi klici, pa tako. Tako da sem tudi sam mogel malo, že ugotavljal, da ne morem skozi dvigovati telefonov, ampak prvič sem bil somentor in sem se res potrudil. V ponedeljek bom imela zagovor magisterija. In pravi, rada bi naredila intervju s Kostjo Gatnikom. Ti že zdaj povem, da bo rekel ne, da to pač 100% ne. Potem sem imela pa srečo, ga tako kličeva in mislim, sem imela ga na zvočniku in je zadnji spet ta dobri duh Kamile Volčansi. Pa ne, sej te, Kostja pa dele. Pa ja, tako, ja. Tega nisem nikoli počela. Nisi? Ne. Prav, ampak no, kakorkoli, Potem si pa zmislil, v redu, Kamila, ampak v redu. On je čutil to, Kamila. Jaz sem čutil to, ja, res je, prav. Ne, ampak kaj je to, da seveda jaz sem v bistvu v tej drži pri Kosti, pa pri tem, da je vedno pol bilo, vedno je vse prišlo. Jaz samo z eno izrazom lahko to opišem, to je ljubezen. To je tako. To so bili take male detajli, ki sem ga v bistvu bolj pomenil. Skratka, od mojega tistega prvega spomina, iz unega podzemlja, do tega zadnjega, ker je pa spet, mislim, super intervju, a več študentka je naredila, the best in tako. In mislim, da kar je pomenil, so dve ljubezni, ena pa ta upravičena sveta jeza, zaradi katere moramo nekaj narediti. Ok. In kaj več o tem že čez kak mesec, pa ne bom povedala na kak način, ampak recimo samo še vprašanje, glede na to, da si omenil torej tudi plakate za Iskro. Je bil mogoče Gatnik tudi tvoj navdih za to, da si se kot trenutno edini slovenski stripar usmeril izključno v te, da ne rečem, uporabne, didaktične stripe? Ne, razlog je bil v tem, da je v bloku, kjer smo stanovali, je naša soseda, s katero so se otroci skupaj igrali, bila zadolžena za kvaliteto, pa za razvoj kadrov v podjetju Slores takrat. Tako da jaz sem pozaj nazaj po gruntu, čeprav verjetno ni bilo nepomembno, da sem take kvalitetne stripe videl. Kaj pa ti, Izar, tudi ti si ga osebno poznal, kaj ne? Sem poklican zato, ker smo ga osebno poznala, ker ga nisem zelo dobro osebno poznal, pač mislim, da dvakrat smo bili na kavi, tako s Kamilo pa s Kostjo tam ravno v tem baru na koncu Strubarjeve, ker smo v takrat, ko smo ravno zaprli striparno Pritličje, smo potem delali te mesečne razstave, pa smo tudi s Kostjo naredili, pa je bilo tako pač ful lušten, podoben vtis, kar si videl, da je ful velik godrnjav, pa jaz sem to takrat prepisoval ob temu, da je bil tako sfrustriran po tej nesreči, Čeprav pa mislim, da sem to nekomu razlagal, pa so rekli, Kostja je bil vedno ful tečen, samo mogoče je bil včasih bolj tako intenzivno. No, kaj pa njegov? Je to res? Ni res, ampak jaz ne moram govoriti, ker sem grozno žalostna. Ja, zdaj verjamem. Ampak tako, ful mi je bilo luštno, pa čekrat smo delali to razstavo, mi je bilo ful lepo, da je takrat tudi dal tako svoje originale, a veš, da sem dejansko pač vesel v Pritličju, pa to so res tako znotraj slovenske scene, to so ful dragocene stvari, res je pač vedno je pač came through na vsem te zadeve, tam je bilo tako ful lepo. Te osebni spomini pač predtem, edin takrat sva pač s Kostjo čisto malo sodelovala, ampak osebni spomini so pa res te ful močni, zelo podobni pač, kot s Cirinom, ko v bistvu nismo niti generacijsko tako narazen, da sem res celo 80 odrastel v bistvu na njegovih slikanicah. Tudi se spomnim ravno te kosanske miške, pa se spomnim unga, kaj je bil v njej jej krokodil. A je tisti nekdo drug napisal, ali je tam bil avtor teksta? A veš, da se ne spomnim? Jaz tudi ne, ker tista je bila taka tako ful stripovska, tako so bile prav celostranske ilustracije. To ni bila njegova, ampak Zmajček razgrajaček je bila njegova. Je bila pa prav, ja, to smo imeli pa. Prav njegova, čeprav je pol nekdo
glupe tekste spodaj napisal. A ja, ker najprej je tam on naredil samo slikce. Ja. No, te so bile take ful stripovske slikanice, take, ki so res tako zgodbami pripovedovali in to bi tako mi noro všeč. Zelo spremenil ilustracijo slovensko, ker je začel kar malo stripov uporabljati. Ja, ko so bili vsi ti, so bili razni, ne vem, tako kakšni intenzivni udarci so bili s temi stripovskimi unimi zvezdicami označeni, pa zvočni efekti so bili, oblački so bili ponekod, ta strip je bil ful stripovski. Mislim, jaz sem takrat sem bil mehen, tako ko sem bil čisto nor, pač tako Nanga, na Mančka, pa na Božeta Kosa, ne? Ker so res pač bili trije taki liki, ki so ful stripovskega. Meni se res gledal te rokce, ker recimo prvi strip, ki sem delal za Slorest, je ena taka lušna, debelušna gospa si roke umiva, Marička smo ji dali ime. Veš, in sem rokce tako naredil, še polen prijatelj moj, ki je rekel, mater si dobro, te rokce naredil, ampak seveda tisti misel na te, veš kaj, da so rokce tako napihnjene, da so pol prstke, veš kaj, tako, že krvni zbočili, seveda so rokce, veš, mislim, to je meni... Ja, fascinantno, mislim, da... Ene ilustracije me sploh niso hoteli objaviti, ker so mene partizane narisali, ker sem take rokce. Ja, se pri vama se je tudi tako, se mi zdi prav malo prepletal ta stil, sta bila po enih zadevah, sta bila celo tako malo sorodna. Jaz sem začela delati ilustracije, kaj Koste nehal, on je prekinil, jaz sem takrat še bila na akademiji. Kaj je bil, Kam pelje vlak, je bil? Kam pelje vlak je moj. Je tvoja, ne? In dejansko pač, ko spominjal, ta je bila recimo tudi ena taka moj ful ljubši, sem zdaj še tako dejansko našel, pa sem jo tam malim bral. Super, tam več izmenjena. No, skratka, jaz sem pač ful sem spremljal to, pa se mi zdi, da tudi ful vplival na to, da mi je pa strip prato to kul, ravno prek tega. Pa mislim, da sem tako Magna Purgo, sem pa odkril tam nek proti koncu osnovne šole, sem lik zanč nekomu razlagal, ko je rekel, da ni nikoli hodil v pionirsko knjižnico, je bila tako ta pionirska knjižnica na Komenskem bila ena redkih, ko je imela originalno to Magna Purgo, ta veliko, in pa sem tja skozi hodil in tisti prebiral in ful. Pa se spomnim, ja, ko so pa lih, se pravi, kaj si rekel, leta 97 so pa izdali ta Ponatis, malo manjši, pa se spomnim, da se takrat Max Modic ful izziv, kako so oni zdaj Evropani tega, da je bilo danes in nikoli več. Da zdaj, ko je spet, da to ni več to, tako pa si jezen je bil. Ponapis je bilo danes in nikoli več drugič. Ja. In takrat je bila v Ekurni, ne, takrat razstava, kaj je bila, ne? Mislim, da je bila v Ekurni razstava v Bizidu. Jaz sem bil 18 let star in sem šel na to otvoritev in mi je pa tako čisto genialno. Ja. Mislim, da je bila v Ekurni, je bila razstava originala pa tako in pa imam še takrat pač no izdajo, tako da to mi je bilo res... Sem pa nekje srednje šole pa začel pač to ful brati in mi je bilo ful dobro, ker pri tem Ponatisu je bilo pa pol noter še lih to Srce, ki ljubi, pa še ene, dve te zadeve, ker sem mi v bistvu ful všeč, ker ti imaš v Magna Purgi, imaš res te klasične krambovske keep on tracking zadeve, take, ko so res ful ponarodele, pa ko so radi taki kontrakulturni slogani, ne, kot je bil ta ne rabim LSD-ja, ne rabim Marijane, ne. Še ena žrtva črne krave. Še ena žrtva črne krave, to so bili res take ful ponarodele in to je bilo živel sem pa le. Ja, živel sem pa le tako in te sem naredil v tem stilu, ko ga je pa poznaj Kosta tudi ful pri ilustracijah uporabljal, ta ful karikiran. Ampak pol pa te vse, pa tako, ampak pa je imel pa mislim, mene je tisto čisto fasciniralo, res to Srce, ki ljubi, pa tale Strašni sum, pa tako, tako je res pač tako izkazal ta svoj slikarski pedigre, pa ta diapazon tega, kaj vse zna narediti. No. Mene so te ful fascinirali, ko so bili taki malo bolj meta, pa malo bolj tako da ja, mislim, meni je bil tako res tako je vedno zdel, da pač Muster, pa Gatnik, pa Lavrič. In v bistvu zaradi njih sem šel sploh na slikarstvo, ker sem skozi hodil biti 30 stripov, ampak se mi je zdel zaradi njih, da moram kot 30 stripov dokončati seveda ljubljansko Alu. Muster je bil sicer kipar, ne? Ja, ampak za Aluja, ne? Ja, veš kaj, pri Muster je bil ta mehanizem, ne? Jaz sem enkrat daljši intervju z njim napravil, 4 ur, ne? To je bil mehanizem, to ni bilo slikarstvo. Vedel sem, jaz sem stripar, kaj je ne slikarstvo, pač ostane kiparstvo, ne? Kar je po moje super bil študij, zato je res ful volumen, pa tako, mislim, da Muster ima res dobre volume, ne? Sem, ja, noro kvalitetno, pa tudi tako, tudi slikarstvo, a veš, sej, veš, tudi pri Kamili to, ta vračanje pogleda, ne, to ta slika, to ta neka krasna erotika, a veš, je sorodno, mislim, to je pač, zato ta godrnjavost, ki smo je tukaj omenili, mislim, to je samo, to je ljubezen, mislim, to je, da no, veš, ko govoriš, ja, ker jaz sem ga vzljubil, ravno, mislim, Ko se je deloval zelo... Pa ni bil, ne, kaktus,
kaktusu, ne, zunaj vodica, noter pa mehko, ja. Zabavala, sicer malo, vsak malo drugačno humor, ampak je bilo super. Si predstavljam, no, mislim tako. Je pa seveda surla za zunanje gledalce. Ja, sem če imel prav je imel, mislim, tle, jaz sem res pol, a veš... Pa veš kaj, še to ti moram povedati, ni se on kombi zaletel, kombi se je v njega. njega. Oprosti, ker mi je to nekdo razlagal, a veš, jaz sem, tako da ja. Ampak dobro, da to popravimo, no, mislim, ja. Ja. Tako. Ker to pač velja za naj oba dva, mi da smo malo, mislim, jaz bi si želel z njim več, ker nas je, veš, kjer je tudi korona nas je potem prekinila in to, jaz sem se tudi potem nehal delati v Ledini, sem se delal 6 let od doma, vse to je potem prispevalo, da je bilo manj teh naključnih srečanj, ne? Ja, po svoje prava škoda, ker naprimer, zelo sem se spraševala tudi med pripravo na ta pogovor, naprimer, recimo, da je torej tako imenovani mladinin krog nekako še gojil ta družbeno angažirani, kritični strip, ne, ki se zdi, da smo ga potem v bistvu prelomu v novo tisočletje kar nekako malo pustili ob strani. Veliko slovenskih striperjev je začelo neke take osebno preizpraševalne, filozofske stripe risati, kakor da se nekako ta kritičnost nekje potuhnila ob stran. Zakaj se vama zdi, da je tako, je pač zeitgeist takšen ali kaj? Ti si naprimer s temi svojimi stripi, ki jih zdaj objavljaš na internetu, recimo malo sicer prek nekega tega žanra vsakdanjosti, lotevaš tudi kritike družbe, ampak tega je izjemno malo. Zakaj imamo tega tako izjemno malo? Je res pač Kostja takrat ujel ta revolucionarni duh leta 68? Ja, pa se veš, mislim, leta 68 so bili praktično vsi stripi so bili družbeno kritični, ne, to je bil res takrat zeitgeist, pa ob razpadi Jugoslavije je bilo pač tudi ful tega, ne, pa ne vem kaj, pa je bilo pa neka ta kapitalizem konec zgodovine, mislim, tako se res zgleda, da se ne da nič več pametnega povedati o tem, ne, veš, mislim, se vidi, že je tudi zdaj tako vse zaciklam v to, karkoli rečeš proti pač trgu je že del tržne strategije in tako ful se mi zdi, da se prek tega zgubil in pa so ljudje nekaj bolj v te osebne zgodbe zaprli, pa probali prek tega nekaj malo eksplodirati pa to, ne. Ampak ja, se škoda je, ja, se mi zdi, da tudi, ja, se v bistvu tudi res ti mladinini avtorji so pol v bistvu tudi sledili in še nehal delati tak tip stripa, zgledavri čut, ne. Kostja pa ne vem, zakaj pravzaprav ni nikoli več nobenega stripa naredil. Se prav spomnim tako v nam napisal takrat, ko sem bil na tej razstavi, ne, da je Modica kdo napisal ravno v tem delu, ker se je jezil, kako je danes in nikoli več, je rekel, že poratic, ampak zakaj Kostja ne naredi še nobenih novih stripov? Tako je ful hotel od tega, da bi še kaj naredil. Ene par jih je še naredil, na knjigi, v začetku knjige, ne, to je moja prva knjiga Najboljše orožje, ne, ene par stripov je še naredil, ampak zato, ker, tako kot ste vi rekli, Kostja je pač skozi, ali pa ti si rekel, ne vem, skozi ga nekaj drugega zanima, ne. Da je skozi iskal nek nov izraz, pa nek nov. Razgledan in vse je objel. Tukaj ste pokazali iz njegove knjige, ne, spodaj tečejo muska, ki je poslušal. Ja, to bi še Jefferson Airplane pa, ja. Tukaj sem večkrat videl. Jefferson Airplane in tako naprej. Čez celo knjigo teče skozi, ne. Ja, ne vem, boste začela tudi vi poslušati malo bolj kakšen psihedeličen rok, da bomo dobili še kaj družbeno angažiranega? Že zdaj poslušam psihedeličen rok, pa neč ne pomaga. Mi smo, veš, Dorse, res prvi letnik v dijaškem domu smo v Dorse, pač to je bilo celo leto na eni kaseti, tako da. Ne tam Dorse, recimo Johnny Štuliča, glih zdaj, včeraj sem se pelala, sem imela en CD, ki smo ga nazadnje, ki smo se pelala, skupaj poslušala. V redu, mislim, veš kaj, jaz nisem ti že rekel, no ker res moje iskreno sožalje,
nisem pričakoval, da že danes tukaj. No. Tako da tudi se mi zdi, da si izredno močno, da si lahko to naredila. In tudi hvala, da si prišla pa poslušala tudi kako najno neumnost tole. Ok, tako da. Se mi zdi, da, no, nisem tako, kot so mi rekli, jaz ne morem, a veš, ga nisem, sam kolikor sem ga poznal, je name naredil čudovit vtis. No, to sem rekel. No, sej. Ja, danes smo tukaj zato vendarle, da se mu poklonimo, ne. Pa super brke je imel tudi, no. Mislim, on je bil pa res urejen. Mater je imel urejen, tudi dober res, tako, a veš. No, jaz sem ta zapuščeni bradač, no, zdaj, ne vem, prečeraj, če sem šel po 2 letih, a veš, v Zalogu k frizerki, ki je imela klukno, ampak on je pa res, to so bili vrhunski zalisci. Tako, v bistvu, opazil si ga na kilometer v Ljubljani, ne. In jih je znal nositi, ne. Ja. Ja, se tudi v tem katalogu, ki ga je zbral Muhovič, je prav eno poglavje, kjer piše rocker, ne. In potem prav govorijo o tem, kako mu je bila blizu pravzaprav tudi glasba in vse, in potem je zraven ravno seveda tudi tale strip, ki sem vam ga prejle kazala, ne, Srce, ki ljubi. Mogoče bi se sam dotaknila še tega, ne, kar ste že sicer prej omenila, ampak Gatnik ne bi v Slovenijo pravzaprav prinesel tudi te, ne vem, kakšen je v bistvu pravzaprav sploh pravi izraz, ampak te no, takšne kakor pop, wham, boom, tresk, ne, zadeve, ki so narisane na stripu, ki jih prej pravzaprav niso uporabljali, ali pa vsaj ne v taki meri, pa nekatere je celo prevedel, kar v slovenščino, ne, da ne bi bil zdaj boom z 2 ojema, ampak z ujem, naprimer, ne. Zdaj pa si Muster imel nekaj tega, sem imel ono, kadar koga brcne, je bil nek tup, pa tako, pa kadar se ti koga po glavi udaril, ne? Ja, mogoče tudi to šele v kasnejših stripih, ne, ker naprimer Muster je zelo izhajal iz tega, kakor so mu no seveda naročili tega Disneyovskega stripa tam na začetku, in recimo v teh prvih, sploh, ko so še vsi zelo sloki, ki še nimajo teh trebuščkov, pa niso še čisto oblečeni, v bistvu takrat sploh še ni dost tega, ne. Pa ne, mogoče se vidva spomnite iz zgodovine slovenskega stripa, da bi kdo res to kaj bolj uporabljal, ker pri Kosti je pa to že kar bilo precej uporabljeno. Ja, ker to je tako malo superherojski efekt, veš, to je bilo iz superherojskih stripov ful znanih in pa ameriški strip je to uporabljal zelo naš malo ironično, ne, in pa bi po mojem prek tega Kostja tudi to noter vrgo, ne. Pa po mojem so bile take zadeve, ko so spominjali na ameriški superherojski strip, so bile tudi rahlo provokativne v prostoru, veš. To pa tudi. Se strinjaš, Ciril? Mislim, to je zdaj, ko sem to slišal, nekaj, kar je bi vredno raziskati. Ne, samo to je moja reakcija, zato, in mi je nerodno, ker nismo se posvetili na ta fenomen zvoka v stripu in možnost, da je prav Kostja prevedel in lokaliziral določene. To je zelo simpatična misel, ki je treba raziskati. Cool. Ja, le dajmo, ne, ker se mi zdi, da se pri enih stripih šele v zadnjih nekaj letih začeli to, da naprimer ni vsak tup, ampak da je lahko zbrk ali kaj takega. Jaz sem zdaj Vija, ne, glih, danes sem podpisal te poskusne odtise, ne, da so pa dovolj kvalitetno napravljeni. Pa tam imam nekaj tako špljac, nazne pozornost, sem pa še enkrat revidiraš, pa sem uredil vse te, tudi neko bim, bam, bum, tako stopnjevanje. Fordovski so to. Tako, ja. V redu, sej mogoče bi na tem mestu zaključili. Jaz verjamem, da tisti, ki še niste prebrali Magna Purge, jo še boste. Žal mislim, da je na voljo samo še v knjižnicah, če se ne motim. Izar, se pri tebi kaj skriva? Ne, jaz nimam. Vem, da takrat pred 10 leti smo jih še imeli par, ker tega je Buh še imel. Finta je, da una izdaja tam iz leta 97 se tudi vmes se dosti časa ni dobil. Pa je pa Buhman da nekje v nekem skladišču, tako niti ne vem, kdo je sploh to takrat izdal. Je Buhman nekem... Ja. Vem, da se je pa kar na lepem se je pojavil. Gleda to, da so oba slikarja imala milijon neurejenih stvari. In to se pa nekje najde še en kup. Ja, vem, da je bil vmes je bila taka luknja, ko se tega 10 let ni dobil, pa se je pa tako par let dobil pri Buhu. Se bo malo mogoče zdaj, ko bom mogoče začela kaj pospravljati. Bo še kaj, videli. Mislim, glej, pač Kostja je res legenda z velikim L, ne, in jaz sem, ko sem prihajal sem si mogel na bencinski pumpi kupiti luč. Tema je jesen in tema nas je prehitela in sem se bal, da ne
bom videl, ali pa da me nekdo ne bo in sem šel luč kupiti. Govorimo luč za kolo, ne? Luč za kolo, ja. In sem šel na bencinsko pumpo, pa sem šel pa ven in je bilo tako nebo, kot jih je Kostja slikal. Tako fenomenalno. Ne vem, če ste opazili danes, ko ste prihajali sem, taki monumentalni oblaki, prav taki, kot jih slikal, ne. Čak, iz katerega časa pa so te slike, te fulrealistične, teh oblakov? Če se ne motim, gre za 80, ja. Ne vem, Tole je 86, recimo. Mi smo že v konc 70-ih smo že imeli doma. ja, jaz sem, mislim, da že pred mano, ker jaz sem tretja žena njegova, oziroma ena je bila pol leta, ena je bila mogoče 6-7 mesecev, jaz pa od takrat... Take kratke so bile prej. Ja, da glede na tudi, da nisem bila huda klepetulja, oziroma nisem, da sva lahko ostala skupaj. Lepo. Ker to, kar si ti rekel, je bil, ni bil slabo, naroben izraz, se bo enkrat posedla, pa ti bom povedala. Z veseljem, res, ja. Tako da ne veš, ja. Res je zgledal tako, ampak ni bil tako hudo, kot Ne, ampak veš kaj, to je absolutna komponenta, ne, jaz bi, če bi celo, veš, tako, skoraj pogoj, da te naklonjenosti, da je mislim, jaz sem ga tako doživel, ampak absolutno kot ljubezen, no, mislim, ker je bil poln, tako da, ja, tako da, sem bil. Bi mogoče še kdo od vas delil z nami izkušnjo srečanja z deli Kostja Gatnika ali z njim osebno? Nekdo nas bo kar poklical, da nam da svoj komentar. No, prvega, ja. Ne. Sicer bi se pa ob tem trenutku vsem rada najlepše zahvalila, da ste bili danes tukaj z nami, da smo se lahko ne zadnjič, zagotovo ne zadnjič, ampak enkrat pa zagotovo spomnili tudi Kostje Gatnika in njegovega stripovskega ustvarjanja. Hvala tudi vama, da sta bila danes z nami tukaj. Predlagam pa, da se ob tem trenutku preselimo na bolj neformalni del druženja in se preselimo kar tja v kavarno. Najlepša hvala, da ste bili z nami in še enkrat vas vse toplo vabim na festival Stripa Tinta, ki bo od 5. do 9. oktobra in pa tudi na preddogodek 29. septembra v Slovenski kinoteki, ko bomo izvajali strip v živo in gledali filme narejene po stripu Bosanski sploščenec v spomin na 30 let začetka vojne v Bosni in Hercegovini in na žalostno in prezgodno smrt Iva Štandekerja. Ja, upam, da zdaj vsaj do novega leta ne bomo rabili imeti še kakšnih obeležij, vsekakor pa stripovska dela naj živijo večno. Hvala vsem, da ste prišli in se vidimo ob drugi priliki.